Odprto protiizraelski skrajno levi župan New Yorka Zohran Mamdani še naprej vznemirja judovske skupnosti na območju New Yorka. Med svojo kampanjo je nagovarjal volivce z grožnjo, da bo aretiral premierja Benjamina Netanjahuja, če pride v New York. Nato je prejšnji teden pred kamero označil premierja za vojnega zločinca, a hkrati priznal, da kot župan nima pooblastil za aretacijo izraelskega voditelja. Kljub temu ima po nedavni anketi 44% judovskih prebivalcev New Yorka pozitivno mnenje o Mamdaniju. Pravzaprav je bolj priljubljen kot premier Benjamin Netanjahu. Med njimi je tudi naša naslednja gostja, ki se nam iz New Yorka pridružuje kot avtorica in izobraževalka, rabinja Abby Stein. Pozdravljeni, lepo vas je spet videti. Lepo vas je videti, minilo je že nekaj časa. Mislim, da sem vas na zadnje videl pred časom. Ja, bili smo v studiu v Jafi. Ja, pred mnogimi leti. Od takrat se je zgodilo veliko stvari. Ampak najprej bi rada rekla, ne glede na to, na kateri politični strani ste, kot judinja v New Yorku, ali čutiš vzdušje, ali se samo poskušaš držati bolj v ozadju. In vse skupaj je veliko bolj napihnjeno, kot je to, kar se v resnici dogaja vsak dan. Odvisno, kaj imaš v mislih pod vzdušjem. Moram reči, da je vzdušje v New Yorku neverjetno. In govorim tako o judovski skupnosti, kot o New Yorku nasploh. Ne bi lagal. Ne bom rekel, da se na kakršenkoli način izogibam pozornosti. Vsak lahko uporabi Google in vidi moj odnos z županom. Osebno lahko rečem, da župana poznam že leta. Bil sem rabin v sinagogi, kjer smo bili prva sinagoga, ki je povabila župana. Februarja lani prišel je na šabatno bogoslužje, bilo je zelo lepo. In prav tako sem zaradi transparentnosti sodeloval v tranzicijski ekipi župana. Večinoma sem delal na področju spol potrjujoče zdravstvene oskrbe. In mislim, da je to zame dober primer tega, na kar pomislim, ko razmišljam o mestu, kar je judovska skupnost, je moj prvi dom, moj drugi dom, morda moj tretji dom. Je velik del tega, kar počnem vsak dan v mestu. Vsak šabat grem enkrat ali dvakrat v sinagogo in sem del judovskih skupnosti po vsem mestu. In hkrati je judovska skupnost pomemben del tega, kar sestavlja mesto. In izzivi, s katerimi se soočamo kot Judi, segajo daleč preko tega, kar ljudje mislijo, da vpliva na judovsko skupnost. Prav. In mislim, da je to, kar sem naredil med prehodom, dober primer tega. Osredotočil sem se predvsem na zdravstveno oskrbo, ki potrjuje spolno identiteto, pri čemer smo bili zelo uspešni. Pravkar smo dobili $18 milijonov za zdravstveno oskrbo, ki potrjuje spolno identiteto, ki je na udaru zvezne vlade. Nekaj, na čemer sem delal med prehodom. Zame je to prav tako pomembno. In bom rekel, del judovske skupnosti in kvir skupnosti in tako naprej. Zato je pomembno, da to povemo. Za judovsko skupnost, tako kot za vsakega drugega prebivalca New Yorka, se ne gre vse samo za to pozabite na Bibija. Ne gre se vse samo za Izrael, čeprav nam je to mnogim zelo pomembno in je velik del. Obstajajo tudi drugi vidiki vsakdanjega življenja v New Yorku, ki vplivajo na vse nas. Prav, no, glede na to, vem to. Ekonomija jasno govori. Predstavljam si, da je bilo veliko glasov zaradi, različnih stvari, brezplačnih avtobusov, vseh teh stvari. Ampak kako vi, kot judinja, ki zastopate skupnost, ki jo tudi zastopate, to uskladite? Zakaj je to tako pomembno zanj in za njegovo kampanjo, ko pa ima večje skrbi pri vodenju mesta? Tukaj je nekaj zanimivega. To je nekaj, kar želim povedati. Tudi med volitvami in enako zdaj. Ljudje lahko to preverijo in se vrnejo ter pogledajo vsako izjavo, ki jo je dal. Skoraj vedno je odgovarjal na vprašanja ljudi. Mislim, in to je zelo močno, da je župan odraščal v propalestinskem gibanju. Mislim, da ne samo za veliko Newyorčanov, ampak tudi za veliko judovskih Newyorčanov. Vzemimo za primer nekoga, kot je Brad Lander, ki je tako prijatelj, sam član sinagoge, v kateri sem delal in tako naprej. Ker je velik del njegove podpore županu izhajal prav iz tega prepričanja, da nas vse povezuje skupna človeškost in tako naprej. Torej, obstaja ta del, kjer ni nujno, da obstaja protislovje, ampak je to pravzaprav razlog, zakaj je toliko ljudi sploh všeč njegova politika. Ampak v resnici ni. In kot da je bil tako zelo osredotočen na lokalna vprašanja. In jaz to za ljudi v Izraelu. In rekel bi,
Ali je to sploh pomembno? Vse, kar hočem povedati. Mislim, tu so še vprašanja policijskega dela in vse te stvari, ki jih, še posebej, ker se bliža še ena obletnica 11. septembra. Mislim, imamo res velike stvari, ki zadevajo celo mesto. Vem, kot nekdo, ki je živel v New Yorku 15 let. Ja, in to je večinoma tisto, na kar se je osredotočil. Spet, enako kot pri aretaciji Netanjahuja, enako kot med volitvami. In vabim ljudi, da si tudi to ogledajo, ker je skoraj vsaka izjava, ki jo je dal, razen splošnih, in ja, mislim, da je New York globalno mesto. New York ima največjo judovsko, pa tudi eno največjih palestinskih in arabskih skupnosti v državi. Torej so te stvari pomembne za prebivalce New Yorka. Ampak skoraj vsaka izjava v Izraelu je bila dana kot odgovor na zastavljeno vprašanje. In to je tako pomembno, ker če pogledate dejansko platformo, ki jo je župan predstavil med predvolitvami in med splošnimi volitvami, ter dejanske korake, ki jih je sprejel, so vsi tako osredotočeni na to, na video, ki ga je objavil, ki je ponovno nastal kot odziv na to, da so ga znova in znova spraševali, ali še vedno namerava aretirati njega. Ali bo še vedno... Ampak ob tem, ali sploh kaj počne, da bi vsaj sodeloval in nagovoril, mislim, že izbral je 18-članski sodni odbor. Nobenega judovskega sodnika. Vemo, da jih je veliko. In če želiš ustrezno odražati skupnost, je eden od 10 prebivalcev New Yorka Jud. Torej, z 18-članskim odborom. Zakaj ne? Zakaj ne? Zakaj bi to izpustili? To želim vprašati. Mislim, da je ena največjih stvari, ki jih je naredil, naprimer nekaj, kar je bil načrt, ki so ga dejansko razvile judovske organizacije, posebej skupine, kot so Jews for Racial and Economic Justice, skupine, kot je Band the Ark, ki so vse judovske neprofitne organizacije, ki so podpirale in vlagale v preprečevanje zločinov iz sovraštva. Naprimer, predlagali smo načrt, v katerem smo mesto prosili naj poveča sredstva, ki jih vlaga v to, za 800%. To je prišlo neposredno od judovskih skupin, skupaj z drugimi skupinami v mestu, vendar od ljudi, ki verjamejo, da preprečevanje zločinov iz sovraštva potrebuje več kot samo policijo. To smo dosegli, proračun je bil pravkar sprejet in dobili smo 800% povečanje naložb v preprečevanje zločinov iz sovraštva. Enako velja za številne druge stvari. Zelo dobro poznam upravo, tam je veliko judov. Moja draga prijateljica rabinja Miriam Grossman se je pridružila upravi kot povezovalka z judovsko skupnostjo. Razširjamo urad za boj proti antisemitizmu. Trenutno ima 2 zaposlena, zdaj zaposlujejo 3. raziskovalca, ki bo posebej namenjen raziskovanju antisemitizma v mestu. Ni samo tako, da se odzivajo na težave, ampak so tudi proaktivno vključeni in poslušajo skupnost. Župan ima politiko, da se sreča z vsakim judovskim voditeljem, ki je pripravljen na srečanje z njim. Nažalost, jih preveč tega niti noče storiti, vem pa, da je to počel osebno, nekaj je bilo javno, nekaj pa ni bilo javno. Ampak srečal se je s toliko judovskimi voditelji in vem zagotovo, videl sem njegove odzive, tako na televiziji, kot tudi osebno. Vidim tudi njegove odzive, ko sedimo v zasebnih prostorih in pijemo kavo, ko pravi, da ga vsakič globoko prizadene vsak antisemitski napad. To ni igra. To ga fizično prizadene, prepuščam drugim, da presodijo, zakaj je tako. Ampak jaz vidim in ljudje lahko vidijo na televiziji, da ga to fizično moti. Eden redkih trenutkov, ko so ga ljudje videli jokati javno na televiziji, je bil med predvolitvami ali na splošnih volitvah. Ne spomnim se točno, kdaj je bilo, ko so ga javno obtožili antisemitizma. To je bil eden redkih trenutkov, ko je jokal v javnosti. To mu res veliko pomeni, mislim, da nam je to mnogim zelo pomembno. In ne pozabimo, njegov video ni zvenel nič drugače kot nekateri izraelski voditelji, kot sta Barak in Moše Jaalon, ki sta tudi Bibija označila za vojnega zločinca. To ni nekaj šokantnega. Moj Bog, nekdo je Bibija označil za vojnega zločinca. Toda veliko članov judovske skupnosti verjame v to. Veliko ljudi v izraelski judovski skupnosti verjame. Torej, to ni proti judovski skupnosti, če nas toliko misli enako. Prav. No, Ebi, najlepša hvala in naslednje leto v Izraelu, kot pravijo, ampak jaz sem Baramba. Z veseljem, vedno rad pridem na obisk. Prav, naslednjič, ko prideš, nam sporoči. Povabili te bomo v studio. Pozdravljena, lepo se imej. Imej lep dan.